Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Vesel sem, da imamo v tokratni oddaji še tretjega letošnjega. Dominikov dom. V celotnih Petrovčah je bilo poplavljeno kar 120 hiš, od tega je 50 tako uničenih, da niso več primerne za življenje, težko se jih bo obnovilo. Kaj naj rečem, obnova bo dolga, težka bo, ampak skupaj bomo zmogli, no? Še posebej s pomočjo Karitas, prostovoljcev, Slovenske cerkve in seveda Boga in Device Marije. Sedaj po kakšnem mesecu dni od tega dogodka katastrofalnega ste se ljudje na tistih koncih že kaj umirili, ste že vsaj malo prišli v neko ravnotežje? Nažalost še ne, kajti zdaj smo v fazi tistega najhujšega, kar pomeni čakanja, da lahko sploh začnemo z obnovo. Zidovi so mokri in se ne sme nič delati. Tako da stene so prazne, stvari so zložene zunaj, na kupih in samo čakamo. Tako da vi ste še pravočasno, tako rekoč, spravili pod streho vaše posvečenje Novo mašo, v Petrovčah ste bili posvečeni. Tako je. Gospod škof Maksimilijan se je odločil, da bo moje posvečenje in posvečenje stalnega diakona Miha Hilda v Petrovčah. Posvečenje je bilo 2.9. Potekalo je izjemno lepo, izjemno prijetno. Sam obred je bil prečudovit in moram tudi pohvaliti in zahvaliti se vsem, ki so to posvečenje pripravili, še posebno pater Vančiju, vsem župljanom in župljankam in seveda celjskemu škofu dr. Maksimilijanu Matjažu. Župnija je bila angažirana? Izjemno so skupaj so stopili, organizirali vse, potrudili smo se, no, in bilo je lepo. Potem pa Nova maša v vaši domači župniji Sveti križ. Tako je. Nova maša je pa sledila že čez en teden. Tukaj se moram pa spet zahvaliti vsem župljanom, domačemu župniku, gospodu Petru Možini, ki je vse skupaj čudovito organiziral, čudovito pripravil in čudovito izpeljal. Jaz sem prišel kot gospod, odšel sem pa kot novomašnik, tako da še enkrat hvala vsem. Vaši domači župljani so vas še poznali, kajti kar precej let ste malo vandrali po svetu, ne? Tako je, to sem se jim tudi upravičil. Nažalost je vmes stopila tudi korona, ki je tudi preprečila, da bi še večkrat prišel, tako da zdaj upam, da bom to nadoknadil. So me pa še poznali, se me še spomnijo, jaz pa tudi še njih. Tudi zdaj, ko sem bil na počitnicah, sem vsak dan maševal pri njih, tako da lepo, no. Gospod Ferencik, naravnost čudežno je pravzaprav to dogajanje v vašem življenju, vaša življenjska usmeritev in preokrenitev, da tako rečem, pred tolikimi leti, ko ste bili stari 30 in potem 33 let. Pri 33 letih ste šele bili krščeni, ne? Tako je. Kako ste živeli doma v vaši izvirni družini? V moji družini smo živeli povsem normalno družinsko življenje. Oče in mati nista bila verna, mama je bila krščena, oče ne. Živeli smo tako, da so mi vedno govorili, ko boš dovolj star, se boš pa odločil. Jaz moram reči, da sem v svoji mladosti kar nasprotoval Bogu in cerkvi, za njo se nisem zanimal. Ko sem pa rastel, sem se od cerkve tudi precej oddaljil in sem ji nasprotoval. In to do nekje do mojega, kakor ste že rekli, 30. leta, ko je pa prišlo tisto spoznanje, da je pa le nekaj več na tem svetu. Začel sem prebirati Sveto pismo, se boriti z njim, kajti vsi vemo, da stara zaveza je težka in je treba priti do nove zaveze, čeprav bi bilo včasih potrebno z njo začeti. Ampak, ko sem enkrat pri sebi razčistil, sem poklical domačo župnijo, nisem niti vedel, katera je moja domača župnija, sem pogledal na internet, dobil tedanjega župnika, gospoda Tomaža Prelovška, ga vprašal, kako naprej, je rekel, ja, moral boš obiskovati katehumenat.
Je rekel, katehumenat traja 1 leto, sem rekel, v redu, super, kdaj pa začnem? Je rekel, naslednji teden začnemo. In sem začel, katehumenat sem zaključil 19.4.2014 in takrat sem prejel zakramente Svetega krsta, Svete birme in potem je šlo pa zelo hitro naprej. Tako da, če vas Kaj vas je v tistem času tako zelo motilo, da ste bili tako nastrojeni na nek način proti cerkvi, proti veri, proti Bogu? Čisto natančen odgovor vam ne morem dati, ampak vam pa lahko povem, da je to sovraštvo vseeno v nas načrtno. Začelo se je že v komunizmu, ko so nam vsi govorili, kako umazana je cerkev, kako cerkev izkorišča ubogega delavca, bogati župniki, debeli izkoriščajo delavce in tako naprej in tako naprej. Ko pa je socializem propadel, se pa vse skupaj nadaljevalo, ampak z druge strani, preko luže, namreč preko televizije, preko interneta, v nas se vceplja to sovraštvo do cerkve. Podzavestno, po reklamah, po literaturi, internet, televizija, radio, povsod udrihajo po cerkvi. Ko poslušate moderne pesmi, je živi satanizem, ko poslušate, gledate moderne filme, LGBT agenda, vse je dobro, vse je dovoljeno, nič ni resnično, medtem ko cerkev je pa tista umazana. To so umazani pedofili, župniki, ki izkoriščajo. In mlad človek je dovzeten za to propagando. In jo je tudi izjemno težko se znebiti teh verig, te propagande in stopiti na pravo pot. Tako da jaz današnje mlade izjemno dobro razumem. Zaradi vseh teh vplivov. Tako, zakaj je temu tako, ampak bo morala pa tudi cerkev še kar trdno delati, da bo te mlade nazaj pridobila. Te mladi niso izgubljeni, so pa zaslepljeni. Najprej ste postali mesar. Tako je. Tudi to je bila ena izmed tistih odločitev, ki so starši prepustili meni, kljub temu, da je to ena od tistih, ki so me hoteli odvrniti od nje. Kajti v šoli sem imel ocene, sem imel dobre, ampak moja želja je bila biti mesar. In delal sem, 3 leta sem delal v klavnici, v Emoni v Zalogu. In mi ni bilo težko, ampak plača je bila pa mizerna za tiste čase. In tudi kot mlad fant sem se vedno spraševal pri sebi, ali je to, kar hočem od življenja. Moj odgovor je bil seveda, da ne. In sem šel naprej za živilskega tehnika. Tam me pa tudi delo v laboratoriju me ni veselilo in se kot mlad fant spet sprašuješ, ali je to vse, je pa le nekaj višjega, nekaj večjega. In zato sem se odločil za študij filozofije. Se pravi, to pa vas je nekje vznemirjalo? Tako. To je ta smisel življenja? Vedno sem bil iskalec. Tako. In filozofijo sem tudi končal z diplomsko nalogo iz Svetega Avguština. In takrat je pa že globoko v meni zorelo tisto, zdaj pa je nekaj več, ker mi pa filozofija niti ta svet ne morejo dati. In takrat sem se obrnil k teologiji. Ampak to ste ugotovili med študijem filozofije? Tako. Tako da tisti, ki pravijo, ki se zgovarjajo, da pa filozofija ni stopnica teologije, seveda, da je. Je modroslovje. Tako. In zato tudi podpiram, da še vedno ostane vključena v študij teologije tiste 2 leti filozofije, kajti mladi fantje si morajo razširiti obzorje, morajo se spraševati vedno. Ker če ne dobimo fijakarske konje, ki bodo šli po svoje, ne bo nič od njih. Zanimiva je vaša diplomska naloga pod naslovom Iluminacija v Avguštinovi filozofiji. Tako je, razsvetljenje. In to ni tisto razsvetljenje, ko bi se oblak odprl in bi se slišal glas, ampak tisto notranje v srcu, kajti vse vemo, kako glasi katekizem, vsak od nas ima glas vesti, ki mu govori, kaj je dobro in kaj je narobe, čemu se izogibati pa kaj delati. Ampak že spet današnja družba in današnji mediji so nas naredili gluhe in slepe za ta klic srca, za to iluminacijo božansko. In to je tisto, kar bi morali ponovno trenirati. Ponovno bi morali postati mistiki in kontemplativci, to, kar je govoril sveti Dominik in kar je govoril pokojni papež Benedikt. Ponovno biti mistik, ponovno se odpreti Bogu, izprazniti sebe, svoj ego in dati prostor, narediti zibelko za Boga, bi rekel mojster Eckhart v sebi. Odpreti se mu. In to je v današnjih časih je zelo težko biti tiho in pustiti nečemu višjemu, da v tebi govori.
No, dejstvo je, da vsak človek išče resnično življenjsko srečo. Ne? Tako je. Kako ste se vi v tistem času počutili, preden ste prišli do teh spoznanj, ki nam jih sedaj predstavljate? Ne bom rekel izgubljen, ampak kot iskalec, kot nekdo, ki išče, kakor pravi Sveto pismo, ko išče dragmo Gospodinja po vsej hiši, pa še na pomoč pokliče. Ne? In v današnjem svetu smo vsi taki iskalci in jaz nisem bil nič drugačen. In hvala Bogu se nisem zatekal k nekim ezoteričnim, vzhodnim mislim, ampak sem le vzel Sveto pismo v roke. Ne? To pa mi je nekaj v meni govorilo, tukaj pa je resnica. Ne? Čeprav borba je bila dolga in ni bila enostavna, zato tudi polagam vsem vašim gledalcem in poslušalcem, ne obupati. Ne obupati. Stara zaveza je težka, ampak se pride do nove. Bi lahko rekli, glede na vašo življenjsko izkušnjo, za ljudi današnjega časa, Cerkev je potrpežljiva, Bog je zelo, zelo potrpežljiv za vsakim človekom, do skrajnosti, pravzaprav lahko rečemo, čaka vsakega, da bi ga spoznal, da bi se obrnil k njemu. Ubogi bratje potrebujejo čas in razmislek. Tako je. Vedno in povsod, in Cerkev bi morala biti tisti oporni steber, tisti moralni monolit, ki bi vedno stal človeku ob strani. Nažalost se to zadnje čase precej izgublja, vse se relativizira, ampak človek rabi trdno oporo, potrpežljivost, nekoga, ki bi stal ob njemu, vedno in povsod. Vsi smo taki. Človek kot samotar, v redu, no, ampak bo težko čez prišel. No. Ste vi želeli tako malo vsaj biti samotar, s tem, ko ste se odločali, kolebali ste tudi med benediktinci. Ne? Tako. Mene so vedno privlačili taki meditativni redovi, kontemplativni redovi, kjer se pa seveda tudi dela. Ne? To moram razbiti predsodek, ne? Da nekateri pa samo molijo, pa nič ne delajo. Ampak vseeno, biti v molitvi in biti v samoti je nekaj, kar me je vedno privlačilo. Ne? Toda benediktinci so imeli noviciat v Salzburgu, jaz pa nemščina smo pa skregani, ne? Zato sem našel drugi kontemplativni red, to so pa dominikanci, kjer so pa imeli noviciat še vedno v Dubrovniku, na morju, kjer sem 2 leti prebival in sem tudi ostal, prišel do svojega lepega habita, zdaj pa tudi do duhovništva. Na nek način človek se mora zavedati tega, kako Gospod pravzaprav bdi nad vsakim od nas, da mu je mar za vsak trenutek posameznikovega življenja. Tako tudi vi. Ni naključje, da ste prav na god svetega Dominika poklicali dominikance prvič. Tako. In zelo sem presenetil patra, ko meni je prišla v roke knjiga, ki jo on prevedel od Bušeja, Sveti Dominik, in v njej je bil poziv za mlade fante, tiste, ki vas zanima, ne, pridite pa poskusite. Ne. Sem rekel, v redu, bom poklical, nisem niti vedel, da ima takrat Sveti Dominik god, pokličem. Pater me vprašal, boš pa še malo več o sebi povedal, sem rekel, jaz sem pa mesar, ne. Pater je rekel, se ti hecaš, ne, mi dominikanci smo pa le reč študija, ne. Sem rekel, jaz sem pa tudi filozofijo končal že, ne, v Ljubljani. Je rekel, no, potem pa pridi pa poskusi, ne. In ko sem prišel v Petrovče, me je pater lepo predstavil cerkvi, kar takoj namašal, še z avtobusa nisem dobro stopil. In moram reči, da sem se v dominikancih se našel. Je čudovit red svobode, red svobodne misli, red resnice in red pridiganja. Naše uradno ime je red pridigarjev. Tako da jaz sem svoje mesto sem našel na tem svetu. Če se še malo vrneva nazaj v začetke vašega spreobrnjenja, spoznanja Boga, iskanja, ko ste prvič poklicali župnika vaše domače župnije. Zdi se mi zanimivo, da vas je takrat, vam je ponudil pravzaprav, odprl vrata in roke, da ste začeli sodelovati tudi zelo aktivno v vaši domači župniji. Tako je. Še ko sem bil katehumen, me je doskrat gospod župnik Tomaž povabil, glej, a bi ti kdaj bral pri maši? Sem rekel, jaz bom, zakaj pa ne? In mogoče nisem zdaj že toliko časa nazaj, nisem siguran, da je bilo to še
pred krstom ali pa takoj po krstu, ne, a bi kdaj pomagal pripraviti za mašo, sem rekel, bom. Bi še kdaj cerkev zaklepal, ja, bom, ne. Veliko služb ste dobili? Veliko služb, ne. Potem, ko sta se zamenjala duhovnika, ko je šel gospod Tomaž v Tržič in je prišel gospod Alek Cviter za župnika, se je to nadaljevalo, ne. Jaz sem pa rekel, zakaj pa ne bi to počel kot življenjski poklic, ne. In zato sem tudi šel za brata laika, ne. In sem bil 1 leto brat laik. Potem so me pa nagovorili, da grem za duhovnika. Ja, pater Vanči vam je že povedal, ne, da boste morali v novicijat v Dubrovnik. Tako je. Ja. Za vas to ni bilo težko, ne? Ne, ko sem slišal enkrat Dubrovnik, morje, jaz imam morje zelo rad, ne. Plus novicijat je tisto čudovito leto molitve, čeprav vsi pravijo, da je to leto preizkušnje. Ni, to je leto, ko se človek uči biti redovnik, biti dominikanec, hkrati pa ima ves čas na razpolago, ki ga želi, lahko za sprehode, za kopanje, za molitev. Tam ste bili 2 leti, ne? 2 leti. 1 leto sem bil pa že kot redovni brat. Tako da, in sem delal tisto, kar je bilo potrebno. Največ sem skrbel za brata Vinka, ki je bil v stari Jugoslaviji, v Jugoslaviji je bil še cepljen proti črnim kozam in cepivo ga je spravilo najprej ob vid. Ko se mu je pa vid vrnil, je pa ohromel in je bil 46 let privezan na posteljo. Eden izmed tistih 5000 v Jugoslaviji, ko jih je cepivo hudo udarilo. In to je bil moj ritem dneva, skrbeti za gospoda, za patra Vinkota, delati hišna dela, tako. Glede na to vašo izkušnjo in srečanje s tem patrom, me zanima sedaj aktualni zadnji čas, zadnja leta, kako pa gledate na te pritiske cepljenja strani civilnih oblasti, kakor tudi cerkvenih, da ni bilo neke svobode, bi rekel, resnične svobode, da bi se ljudje lahko po svoji vesti odločili. Na zadnje posledice so danes vidne pri mnogih. Kako vi gledate na to? Kakor ste že rekel, tukaj je najhuje padla na preizkusu cerkev, kajti ni pustila vesti posameznika, da se odloči, ali se bo cepil ali ne. Kajti izpovsod v vseh medijih je bila prisotna huda cenzura in hud pritisk. Druga mnenja, nasprotna mnenja so se takoj brisala, vse se je takoj cenzuriralo, pritiski so bili hudi. Ampak jaz osebno zamerim cerkvi. Jaz sem bil takrat na Hrvaškem, takrat je bil najbolj za cepljenje, takratni še škof Dubrovnika. Takrat ste bili na Hrvaškem. Tako, Mate Uzinić, pritiski so bili enormni. Medtem ko zanimivo, na Hrvaškem ostali škofje niso bili tako za cepljenje, v Sloveniji je bil pa pritisk enormen. In resnična zamera je, da niso pustili posamezniku in njegovi vesti, da se odloči, ampak je bilo 100 na uro forsiranje. Zamerim tudi zapiranje cerkev, ki je bilo po mojem mnenju popolnoma nepotrebno. Kljub temu, da sem sam zbolel za korono, sem bil v bolnišnici zaradi korone, me je že mazilil duhovnik, je bilo že toliko hudo, ampak cepljenja nisem podpiral, ga še vedno ne podpiram, prepuščam posamezniku, če se želi, v redu, nikakor pa druge siliti. Malo nam povejte, kakšen je bil vaš delovni dan tukaj v novicijatu? Vendarle je to zanimiv program, priprave že pravzaprav nekako življenje, uvajanja v to redovniško življenje, na pol eremitsko, ne? Tako. Naš dan v novicijatu je bil strukturiran tako, da je bil dan molitve in dan dela. Namreč vsako jutro smo začeli dan s sveto mašo, z molitvijo brevirja, na kar je sledilo malce odmora. Po odmoru je sledil pouk, kajti dominikanec mora študirati, ampak učili smo se o zgodovini reda, o svetem Dominiku, o dominikancih, o prisotnosti dominikancev na naših prostorih, na kar je sledilo kosilo, molitev še pred kosilom seveda, potem nekaj ur časa čisto zase, ki ga je lahko vsak izkoristil, kakor je hotel. Potem smo imeli še popoldan kratek pouk, zvečer pa še molitev. Tisti, ki zjutraj ni utegnil na mašo, je šel še zvečer, rožni venec. Potem smo pa dan še zaključili z brevirjem,
in to je to. Tako da Novi Sad je bil resnično lep. No. Kolikokrat pa kopanje? Jaz sem 2-krat na dan izkoristil. Ste izkoristili? Se je dalo. Ste bili blizu morja? Blizu morja, naš samostan je dobesedno ob morju na Stradunu. Samo čez vrata se gre, pa pade v morje. Lepo. Kaj ste spoznali? Sveti Dominik je živel tam v času svetega Frančiška, oziroma v 13. stoletju. Tako je. Takrat je ustanovil svoj red. Kaj si je on želel pravzaprav za svoje brate? Kaj je vaša glavna karizma, vaše glavno? Tako, naša glavna karizma je, kakor že samo ime pove, pridiganje. Biti pridigar. Ampak pridigar ne zato, da bi kar tako govorili nekaj v veter, kajti takrat so lahko pridigali samo škofje. Ampak škofje so v takratnem času so bili zelo, zelo slabi. Klicali so jih nemi psi, kajti niso opravljali svoje naloge. To sta videla tudi papeža, Honori III. Pa Inocent III. In sta dala dominikancem nalogo pridiganja. In to takega pridiganja, da pridigar ni bil več vezan na svojo cerkev, ampak je lahko s seboj imel tudi premični oltar in je od vasi do vasi, od mesta do mesta hodil in pridigal. In pridigarji imamo svojo karizmo, namreč z 2 ciljema. Eden je osebno posvečenje, lastna svetost, drugo je pa rešitev duš. To sta tiste 2 cilja, ki jih imamo mi s pridiganjem, rešiti duše in samega sebe narediti svetega. Dominikanci smo tudi red študija, to je tudi sveti Dominik hotel, kajti kako bomo reševali duše, če pa svet tako poln heretikov, ki se na prvi pogled zdijo izjemno privlačni, če pa duhovnik ni sposoben tisto herezo ovreči, ni vreden svojega denarja. Zato je sveti Dominik takoj svoje brate pošiljal na najboljše univerze na svetu. In to so tiste vaše glavne priprave, torej na pridiganje. Tako je. Naš študij je tisti, ki nas pripravi za svet. Mi ne študiramo zato, da bi imeli ne vem kakšne naslove, da bi bili ne vem kakšni doktori, ampak le z enim samim ciljem, da bi branili resnice naše vere. Kajti, če nisi sposoben braniti resnice naše vere, lahko potem rečeš, da v nekaj veruješ. Če ti pride nekdo na spoved, pa pravi, da ne verjame v vstajenje mesa, ti pa ne veš, kaj bi mu odgovoril, a si lahko potem dober pridigar, ne moreš biti. Niti spovednik, niti pridigar, niti duhovnik. Zato je študij tisti, ki je ključen. Koliko vam je pri tem pomagal študij? Najprej v Sloveniji, potem pa ste v Zagrebu študirali teologijo. Je kakšna primerjava, kakšna razlika med študijem v Sloveniji in v tujini? Študij v Sloveniji je bil povsem državen. Šel je po tistih regulah državnega študija, filozofija v Ljubljani, tako moram reči, profesori, kljub temu, da so bili zelo levo usmerjeni, so bili v redu, svoje znanje so podajali tako, kot je treba. Medtem ko študij teologije v Zagrebu je bil pa odličen, kajti jaz sem študiral pri jezuitih na Jordanovcu, to je izpostava Gregorijane, in nam so že takoj na začetku povedali, mi iz vas nočemo narediti nekih suhoparnih znanstvenikov, ampak dobre duhovnike. Tako da študij je potekal po rimskem programu, ki so ga dobili iz Gregorijane, tako kot je treba. Jaz sem bil izjemno zadovoljen. Vsaka čast jezuitom, študij je bil 1A. Če primerjate z drugimi fakultetami drugje, teološkimi si tudi drugje, imajo pred očmi ta moto, ki so ga vam tukaj povedali, da želijo dobre duhovnike? Po izkušnjah ostalih študentov, jaz svojih izkušenj nimam iz drugih fakultet, ampak recimo moji sobratje, dominikanci, ki študirajo na KBF-u v Zagrebu, so izjemno razočarani. Izjemno. Vsi si bi želeli na Jordanovec, ampak tudi problem je, ker je recimo KBF v Zagrebu je vpet v državno schemo in se financira od države in potem in cilji so drugačni, narediti spet znanstvenika iz človeka, ki noče biti znanstvenik. Tako da problem je, da te fakultete so zgubile tisti cilj, narediti teologa, ampak duhovnika, dobrega duhovnika. Če pa kdo hoče kaj več, ne gre pa magistrirati.
Pater Drago, danes biti pridigar za ta svet, ki je večinoma ne le, da ni naklonjen Cerkvi in Bogu, ampak nasproten. Tako mladi, recimo, kot nasplošno bi lahko rekli ljudje. Ali je pridiganje danes še uspešno na tak način? Ali kakšna mora biti vaša pridiga, vaš pristop do tistih, ki poslušajo, oziroma da se jim sploh lahko približate? Saj ne dovolijo niti, da se bi približali, ne? Tako, kakor je rekel sveti Dominik, pridigajte z delom. Samim seboj pridigajte. Z dejanje. V cerkvi nas redko kdo posluša. Redko kdo se bo spreobrnil zaradi naših pridig. Ampak jaz moram pohvaliti svoje brate in sobrate po svetu, ki recimo v Italiji si vzamejo navadno gajbico in na njej berejo in pridigajo evangelij. Potem svoje brate po Južni Ameriki, ki so zelo preganjani, ampak se ne pustijo preganjati, še posebej, ne vem, Venezuela, pa zdaj, ko so Guatemala, pa to so hudo preganjani duhovniki. Po Afriki, pa v Pakistanu dominikanci cvetijo, kljub temu, da so izjemno preganjani. V Nigeriji dominikanci cvetijo, kljub temu, da so preganjani. Tako da njihove pridige imajo čudovit uspeh in čudovit sad. Kako gledate na svojo preteklost, preden ste se spreobrnili, spoznali Boga, začeli iskati Boga, ste bili član black metal benda, ne? Tako je. To pomeni črnega, kako to v slovenščino prevedemo? Glih tako, metal, črni metal. Črni metal, ne? Ponovadi se ne prevaja. To nam bolj zveni hudičevo kot pa božje, ne? Tako. Ampak po eni strani sem celo hvaležen za to izkušnjo, ne? Kajti vedno je dobro imeti izkušnjo nasprotne strani, ne? Takrat v tem nisem videl nič napačnega. Moram reči, da še vedno poslušam glasbo tega kova in je kar nekaj naših bratov. Recimo naš sobrat Ante Bobaš vodi oddajo Rokaj za gospodina, rokarska oddaja. In izkušnja pa mi je dala, moram reči, da mi je razširila obzorje, no? Še vedno sem v stiku s temi ljudmi, še vedno povsem brez problema komuniciram. In kar je zanimivo, ogromno je spreobrnjencev, ravno s tistim, ki so okusili ta stil življenja, jih sedaj kar nekaj poznam, ki so duhovniki. Ali pa redovni bratje, kar je izjemno zanimivo, ne? Ali to za vas pomeni, da tako počasi izpuščate ta rock in metal iz svoje duše, iz svojega življenja, svojega srca? Ali se vam zdi, da je vendarle to tudi božje delo? Bi si upal trditi, da je božje delo, kajti, kot sem rekel, ogromno duhovnikov in spreobrnjencev je ravno iz tega sveta prišlo, kajti tudi sveti Pavel je bil čisto na dnu, preden ga je Bog poklical k sebi, in ogromno je bilo preganjavcev in ezoterikov in okultistov, ki jih je Bog poklical v najboljše duhovnike. Kajti sam Jezus pravi, ne, zdravila ne rabijo, ne zdravnika zdravi, ampak bolni. In bolni so tiste, ki Bog kliče. Če pogledamo vašo nošo, vaš habit, zelo lep habit, v beli barvi, ki je občutljiv, verjetno. Zelo. Tudi, ne? Morate biti pazljivi, da se ne umažete. Po drugi strani pa kaj vse imate v tem vašem habitu? Prvo kot zanimivost, sveti Dominik je naš habit ukrojil po kroju španskega kmeta, kajti hotel se približati španskemu kmetu tedanjega časa. Torej preprostim ljudem. Preprostim ljudem. Edini dodatek je tale škapular, to je pa tisti simbol meništva. Tako da naš habit je sestavljen iz bele albe, škapularja, kapuce in seveda rožnega venca. To pa vsak dominikanec nosi še s seboj rožni venec, kajti rožni venec je po izročilu sama Marija izročila svetemu Dominiku. Prav tako kot habit, naj bi, čeprav sam Dominik pravi, ne, da ga je naredil, da bi se čim bolj približal španskemu kmetu tedanjega časa. Tako da recimo dominikanci tudi nimamo problema biti v civilu, kajti civil je habit današnjega človeka. Tako da je pa resnično, no, habit je izjemno lep, se pa resnično hitro maže. Vi ste se popolnoma
predali Kristusu svoje življenje, izročili njemu. Kakšne zaobljube ste naredili za vse življenje? Tako. Mi smo tudi potem smo rahlo specifični, kajti kljub temu, da za nas veljajo vse tri zaobljube, siromaštva, celibata in poslušnosti, dominikanci polagamo samo zaobljubo poslušnosti. Tako da, ampak sledimo pa vsem trem. No? Kako naj to razumemo? Tisti, ki je poslušan svojemu provincialu, tisti, ki je poslušan Bogu, se bo držal Božjih zapovedi in bo živel v čistoči, poslušnosti in siromaštvu. Po Jezusovem vzoru. Tako, hoditi za Jezusom. Je težko biti poslušen? Vedno lažje, moram reči. To je pa tisti bonus novicijata, ko te navadijo biti poslušen. In ko enkrat človek pri sebi razdela to, da biti poslušen ne pomeni slepo slediti provincialu. Mi dominikanci smo red resnice in dostikrat tudi lahko povemo svoje mnenje. In se tudi usedemo, pogovorimo, ampak na koncu, ko enkrat vidimo, da je to Božja volja slediti in biti poslušen, takrat pri sebi človek vse predela. Podobno s celibatom. Ko človek enkrat pri sebi v svoji notranjosti predela, takrat mu ni več težko. Je za vas bratstvo zelo pomembno? Zelo, zelo. In zato tudi dominikanci kar malce trpimo, ker nas je vsako leto nas je manj. In imamo čudovite samostane po vsej Dalmaciji, ki pa nažalost samevajo ali pa so v njih po eden ali pa po dva brata. Moralo bi nas biti pa ogromno. Ampak vsako leto nas je manj. Koliko ste zaskrbljeni za nove duhovniške in redovniške poklice? Včasih slišimo, to je stvar Boga. Vendarle je tudi stvar nas ljudi, ne? Absolutno. In sem izjemno zaskrbljen, še posebno, ker sem bil sam priča temu, da smo imeli še pred leti 20 bogoslovcev, zdaj imamo pa samo še 5. Mladi fantje se ne odločajo več za ta poklic, kljub temu, da se toliko truda, kolikor ga je sedaj vloženega, da bi privabili nove poklice, ga nikoli v zgodovini ni bilo. Preko interneta, preko videa, preko osebno, tega ni. Ampak moram reči, da se to lažim iz zgodovino, kajti taka obdobja sušna so bila in najbrž tudi še bodo. Peklenska vrata cerkve ne bodo premagale, duhovniki bodo, ampak se moramo pa zelo, zelo truditi in boriti za nove poklice. Ampak izgleda, da je vendarle najbolj to v tem delu sveta prisotno, kajti v nekaterih državah... Tako, cveti. Pri nas, saj recimo za nas Dominikance, Poljska cveti, Afrika cveti, Bližnji vzhod cveti, Južna Amerika cveti. Evropa je pa ustarela gospa, pa tudi Severna Amerika, kjer imajo pa tudi drugi prste. Vmes moram reči, že spet, kakor so že na začetku rekla, propaganda je izjemno močna, pritiski so izjemno močni. Ali je to tudi morda zaradi visokega standarda, ki ga uživamo? Bi rekel, da ne. Ker tisti revni po svetu, Afriko ste omenili, da imajo veliko poklicev, ne? Bi rekel, da ne. Kajti recimo spet naši dominikanski poklici, ki prihajajo recimo v Nigeriji med dominikanci, to so iz najpremožnejšega sloja. Podobno Pakistan, podobno Južna Amerika. Jaz bi rekel, da je Evropa in Evropska cerkev se načrtno uničuje. Kakor tudi recimo v Severni Ameriki, medtem ko recimo Južna Amerika pa Bližnji vzhod niso toliko pod tem vplivom, niti medijskim, kajti njim so drugorazredna tema, uničiti Evropo je pa prva tema. Vedno bila in vedno bo. Pogosto slišimo, da ni neke zarote proti človeštvu ali proti cerkvi. Kaj vi menite o tem? Zarota je in zarota ni nova. Zarota traja že od samega začetka, še od rajskega vrta naprej. Lahko pri tem ostaneva, lahko pa se da o tem ogromno povedati. Koliko nam lahko v tem duhovnem boju resnično koristi? Vemo, da pravzaprav nas vzdržuje v resnici naše resnično življenje,
stik z Bogom preko zakramentov cerkve, preko obhajanja Svete Evharistije, sprejemanja Svete Evharistije, rednega očiščevanja naše duše v zakramentu sprave in tako naprej. Kaj pa osebna molitev? Vi ste nam prej pokazali rožni venec, gotovo ga molite vsak dan. Ne? Kakšno moč ima ta osebni stik, pristni stik z Bogom, ki ga pravzaprav mora vsak vernik resnično živeti vsak dan in se truditi za to, da bi sploh lahko ostal na površju danes, ne? Tako je. Izjemno moč. Samo to bom povedal. Rožni venec, Devica Marija in molitev so tisti ščit, o katerem govori že sveti Pavel v svojih pismih. Pravega molivca hudič ne bo premagal, ga bo pa hudo skušal. Tako da vsakega izmed nas, ko bo enkrat v hudih težavah, naj se zavedamo, vsi svetniki so se morali krvavo potruditi za nebesa. Nikomur ni svetost, niti nebesa niso ponudena na pladnju. In vsi bomo hudo preizkušani. No? Še posebno v današnjem svetu, današnji svet je tisti, ki človeka izjemno preizkuša. Krščanstvo je v velikih težavah, vsi smo v velikih težavah in boriti se bo treba. Kako vi doživljate duhovnika danes? Vendarle biti duhovnik v današnjem svetu je velik izziv, ne? Ogromen izziv, kajti vedno bolj se spreminjamo v birokrate. Nažalost, tisti, ki vodijo župnijo, to predobro vedo. Od računovodstva, druge birokracije, ukvarjanje z računi. Dostikrat se zgodi, da je delavnik v dnevu tako naporen, da se Boga včasih postavi na drugo stran. Tudi sam moram večkrat priznati, zmanjka mi včasih čas za brever, včasih mi zmanjka čas za osebno molitev, ker se zavem šele čez 2-3 dni dela. Ne da bi zabušaval, ampak časi so taki, da človeka lahko to zlomi. Tako duhovnik ni enostavno biti. Druga težava biti duhovnik je pa to, kot smo že rekli, povsod prihajajo pritiski. Preko medijev, preko države, preko, da so nam ukinili tudi del socialnega prispevka, to veste. Izjemno težko je biti duhovnik. Je pa lepo. Vaše delo bo, torej, kot ste rekli, osebno posvečenje in reševanje duš. Kako pa doživljate danes tolike slabosti, napake, celo kriminal v Kristusovi cerkvi strani posvečenih? Izjemno me boli in moram reči, da me kar pogreje. No? Včasih kar glas dvignem. Ampak to že spet ni naša krivda. Mi lahko zanje le molimo in opozarjamo, kakor je govoril evangelij prejšnje nedelje. Ne? Lahko pišemo protestna pisma, lahko molimo, ampak hiša se čisti. Po pravici povedano, ne vem, kaj narediti. No? Vi niste niti približno med tistimi, ki se danes izgovarjajo na račun slabosti in napak v cerkvi, da pa se zaradi tega oddaljujejo od občestva, od cerkve, od zakramentov in tako naprej, od Boga. Ne, glejte, to je tako kot pri našem telesu. Ne? Če bi imeli bolno roko, a bi jo odsekali, ali bi se trudili jo pozdraviti. Ne? Tako je pri naši cerkvi. Naša cerkev je zelo bolna, vsi skupaj se moramo zelo potruditi, da jo zdravimo, ne pa je zavrečti. Kajti, če zavržemo cerkev, zavržemo Kristusa. Cerkev je nevesta Kristusova, Kristus je pa glava cerkve. Treba je vztrajati, treba se je boriti. Cerkev je mi in mi smo cerkev. Zaupaj v Gospoda in delaj dobro. In delaj dobro. Iz psalma ste izbrali vaše novomašno geslo. Tako je. Zakaj je to geslo? Čisto preprosto zato, ker je notri vsebovan ves naš krščanski nauk, vsa stara zaveza, zaupaj v Gospoda, in nova, delaj dobro. To je najenostavnejša, celoten krščanski nauk v enem stavku. Tako. Kje najdete kaj sprostitve med toliko vašo angažiranostjo v študiju in vsem drugem? Tako, največkrat v sprehodih, pa v branju knjig, moram reči, da zelo rad berem znanstveno fantastiko, pa fantazijske knjige. Drugače pa ja, kakor imam zdajle čas, komaj da še kakšen sprehod ujamem, ampak mi pa pomaga za sprostitev.
Če se vrnemo malo na praznovanje vaše nove maše, kolikor sem uspel zaslediti, ste imeli izjemno lepo slovesnost, torej na Žalah v cerkvi Svetega križa, znameniti cerkvi na Žalah, to je vaša župnijska cerkev. Tako je. Vaši domači župljani so se zelo potrudili. Bili so tudi zelo ganljivi trenutki, denimo, vi ste nam prinesli seboj ta novomašni križ, ki vam ga je na začetku slovesnosti nove maše izročila vaša mama. Tako je. In to z željami, da bi bilo vaše duhovništvo blagoslovljeno. Tako je. Moram reči, da je bila mama izjemno ganjena, kajti hudo si je tudi poškodovala gleženj in do zadnjega trenutka nismo vedeli, a bo uspela sploh po stopnicah priditi, pa so ji pomagali. Kaj naj rečem, nikoli ni pričakovala, da bom prišel tako daleč, ampak mi je vedno ostala ob strani, vedno me je podpirala, za kar sem ji tudi sam neizmerno hvaležen, pa kakor ste rekli, tudi vsem župljanom, no, ki so organizirali to slovesnost. Je običajno, da novomašnik za svojo novo mašo, za slovesnost izbere tudi Božjo besedo, ki se takrat prebira? Tako so mi rekli. To je moja prva nova maša, tako da izkušenj nimam. Kaj ste vi izbrali? Izbral sem, moram priznati, da sem izbral berila iz praznika za svetega Dominika. Tako da so bila ta berila, ki se uporabljajo za praznik svetega Dominika, so bila moja. Da bi vam pa točno povedal, katera so, dale se pa ne spomnim. No, vi ste postali neki povezovalec med slovensko in hrvaško cerkvijo, bi lahko rekel, ali pa med Slovenci in Hrvati, s tem, ko ste odšli tja, bili toliko let na Hrvaškem, v Zagrebu, v Dubrovniku in tako. Tukaj ste imeli na Novom maši tudi vaše sobrate in sestre tudi, ne? Tudi, ja. Dominikance in dominikanke. Tako je. Moram reči, da sem na Hrvaškem bil izjemno lepo sprejet. Tudi jezika sem se hitro naučil. Jezik me je pomagal učiti tudi profesor dr. Stjepan Krasić, upokojeni profesor iz Angelikuma, ki me je zelo popravljal pri mojih naglasih. Izpopolnil sem se tudi v Zagrebu. Bratje so čudoviti, sestre tudi. Naše sestre so nam tako rekoč kot mame, kajti v naših samostanih so skrbele za nas, so nam kuhale, pomagale so nam v vsem in sem jim tudi izjemno hvaležen, da so uspele priti na slovesnost, kajti Korčula je daleč. Hrvaški jezik ste pa tako zelo naštudirali, da je menda provincial na vaši novi maši, hrvaški provincial oziroma hrvaške province dominikanske, ne? Se tudi tja spadate, verjetno, ne? Tako. Dejal, da sedaj že vi Hrvate popravljate. Tako, ampak sem bil kar primoran se naučiti, ker študira se pa v hrvaščini, ne, tako da. Je bilo to naporno? Ne, so izjemno razumevajoči, jezuiti so ena, moram reči, moram kar poimensko, gospod pater Ivan Antunovič, on je ravnatelj študija, je živi svetnik, no. Kaj vam je bilo najlepše na slovesnosti vaše svete nove maše? Vem, da so prišle tudi številne narodne noše, ne? So me izjemno presenetile, kajti gospod Peter Možina je rekel, nič ne skrbi, mi bomo vse organizirali. In jaz nisem vedel, kaj pričakovati. In je bilo kar skoraj 30 narodnih noš na moji novi maši. In moram reči, da me je pa resnično se najbolj dotaknila, je bila pa ta organizacija, kajti gospod Peter je dal natisniti majice, natisnil je nalepke za novomašno vino, zrihtal je šotor, vse je potekalo čudovito. Tako da to me je pa ganilo. Jaz imam pa rad, da je lepo organizirano, pa da tečejo stvari. Torej, sedaj ste že nekaj časa kaplan v župniji Petrovče, ker je vaš znameniti dominikanski samostan. Pravzaprav po novem sedaj niste kaplan, ste vikar, ne? Tako. Kako se reče, župnijski vikar? Župnijski vikar je, ja. Tako da celjska škofija se je odločila, da pač kaplani bodo župnijski vikarji. Sedaj imate že kar precej pastoralnih izkušenj tudi. Kaj najrajši počnete pravzaprav pri tem
pri teh vaših duhovniških opravilih? Kaj vam je najtežje morda, kar ste sedaj že spoznali? Najlažje mi je biti pridigar, pridigati in spovedovati mi je najlažje. Najtežje pa ne zaradi mene samega, ampak zaradi obilice, zdaj po poplavah dela, si vzeti čas za ljudi. To pa nažalost bi veliko več raje si vzel, pa ne zmorem. Ker imamo že v svoji hiši toliko dela, da nimam časa iti naokoli, pa recimo se pogovoriti z ljudmi ali pa jih potolažiti, ali pa ne znesem je. To me pa strašno me boli, no, da ne morem. Torej, pridiganje vam nekako najbolj gre, ne? Gre. Kolikor razumem. Kaj je treba danes ljudem povedati popolnoma jasno, odkrito, naravnost? Popolnoma in naravnost jim je treba povedati, da Bog je, Bog vas ljubi, verujte vanj, podpirajte svojo cerkev, ljubljeni ste, rešeni ste, zaupajte v cerkev in v Boga. Povsem enostavno. Tako, ljudje, ki s sebi nosijo tisto bolečino, sedanjo, da so izgubljeni, to je, kakor pravi sveti Pavel, samo delen, bežen trenutek na tem svetu. Treba se pa boriti za večnost. V cerkvi imamo različnost poklicev, karizem, služb. Vsi pa smo poklicani, da sodelujemo pri izgradnji tega edinega Kristusovega telesa, vsak pač v skladu s poklicanostjo in darom, ki ga je prejel od Boga. Ta raznolikost je delo Božjega duha. Kakšno mora biti zavedanje te soodvisnosti in spoštovanje v različnosti, tako pri laikih kot pri duhovnikih, da bi mogli delati in živeti v edinosti in Bogu po volji? Tega zavedanja je v današnjih časih premalo. Vsi skupaj smo postali individualisti. Ampak že spet, tako so nas šolali, moram reči kar dresirali. Bori se zase, bori se, da boš imel dobre ocene, bori se, da ti ne bo potrebno delati, uči se, skrbi zase, da boš imel veliko denarja, samo zase. In moram reči, to je pa ena tistih strani, ki jih je pa prejšnji sistem socializma nekako bolj promoviral. Biti skupaj, biti brat nekomu, živeti skupaj. In to se je sedaj izgubilo. V tem divjem kapitalizmu tega ni več. In nažalost se je to zavleklo tudi v pore duhovništva. Jaz moram reči, da od sosednjih župni duhovnike poznam toliko, kolikor se vidimo na rekolekciji, včasih se še tako po ulici srečamo. Tistega pravega bratskega druženja je pa zelo malo. Nekako me je presenetilo malo to vaše razočaranje, ki ste ga izrazili v tem najinem pogovoru malo prej, glede na nek način siljenja ljudi k temu, da pač naj sprejmejo nekaj, kar morda povesti niso želeli. Ali bi morda ob koncu te oddaje novomašne, da tako rečem, kot novomašnik ljudi, naše gledalke in gledalce, na kaj opozorili? Kajti v prihodnje vemo, da se stvari še niso končale, ampak da še sledijo ne male preizkušnje za vse nas, za človeštvo. Kako se pripraviti, kako sodelovati ali ne sodelovati, kako tudi odklanjati, če je potrebno ali bo potrebno. Tako, opozorilo je povsem enostavno in povsem jasno, pa moj nasvet. Ostanite zvesti cerkvi, ostanite zvesti nauku Jezusa Kristusa, kajti čas preizkušenj je že tukaj in še hujše bo, nažalost. In kakor sem že rekel tokom tega intervjuja, nebesa si je potrebno zaslužiti. Z molitvijo, z dobrimi deli in zvestobo Bogu in cerkvi. In to je to. Kratko in jedrnato. Ko svetu se bolj zadevajo težke naravne nesreče, v zadnjih dneh smo bili priča spet temu hudemu potresu v Maroku, pa poplavam v Grčiji, denimo in tako. Kaj vi mislite ob vsem tem? Kaj razmišljate kot zelo globoko poglobljen človek, tudi duhovno? Ali so to res le vplivi narave,
ki jo je človek z neko nerazumnostjo spravil iz ravnotežja in se mu sedaj maščuje. Vemo, da narava se zmeraj maščuje, ne? Za posege, ki niso uravnoteženi, niso razumni in korektni, ne? Ali je tu še kakšen drug vpliv, ali opozorila morda nam ljudem na to, kako živimo, ali smo resnično na pravi poti, ali nam lahko morda tudi takšni težki trenutki in dogodki v naših življenjih pomagajo, da se vrnemo na pravo pot. Vsekakor, kajti naravne nesreče niso nič novega. To se je dogajalo že odkar se spomnimo. Večino starih antičnih mest so porušili potresi, ali so jih pa odnesle poplave. Moram pa reči, da frekvenca, s katero se to vse skupaj sedaj dogaja, je neverjetna, tako da po mojem mišljenju ima tukaj prste človek in zunanji vpliv, pa tudi, kakor ste že rekli, opozorilo nam vsem. Kajti brali smo v Svetem pismu, ne? Bodo potresi, bodo poplavi, bodo vojne. Ampak je treba takoj vzeti tiste naslednje Jezusove besede: ne skrbite, to se mora zgoditi. Ampak Jezus tudi še spet malce naprej pa pravi, ne? Ali bom našel še koga vernega na tem svetu. Kar pomeni, da tudi že Jezus sam pričakoval, da bo upad od vere izjemen. In mi moramo skrbeti za to, da nas ne bo presenetil tat v noči, ampak da nas bo dobil čuječe. Molimo, skrbimo zase. Devica Marija je v Akiti povedala: tisti, ki bo molil rožni venec, tisti bo varen, pa tudi če umre. Se zgodi. Večina teh razodetij, ki je bila, govorijo tudi o tem, da molilci bodo varni. Hudo bo, izjemno bo hudo, ampak moramo pa vztrajati in se boriti. Načelno lahko rečemo, trdimo pravzaprav, da Cerkev še zmeraj vodi Sveti Duh in jo bo, ne, do konca, v vseh pomembnih odločitvah. Kot da bi sedaj v tem času teh velikih preizkušenj, naravnih nesreč in tako naprej, ki prihajajo nad človeštvo, Cerkev res bila navdihnjena in hoče strniti svoje vrste, da tako rečem, v notranjosti, v občestvih. Trudimo se za sinodalno dogajanje, da bi delovali v edinosti, da bi se odrekli individualizmu. Tako je, ampak nažalost Cerkev je tudi pod enormnim napadom, tako od zunaj kot od notraj, in Cerkev, kakor je rekel papež Benedikt, se bo zmanjšala. Kljub temu, da bo strnila svoje vrste, mi se pa moramo truditi, da bo tisto pravo jedro ostalo zdravo. Že spet citiram papeža Benedikta: malo nas bo, ampak bomo pa mistiki in nepremagljivi, močni, izjemni. Imamo obljubo Kristusa, peklenska vrata Cerkve ne bodo nikoli premagala. Koliko nas pa bo, to bo pa tisto vprašanje za -1 milijon evrov. Pater Drago, sedaj ob koncu bi vam izročil vaš novomašni križ in vas prosim, da nam vsem, našim gledalkam in gledalcem širom Slovenije, ki sedaj spremljajo ta najin pogovor, podelite svoj posebni blagoslov, novomašni blagoslov. Tako je. Prosim. Molimo. O Bog, ki si z milostjo Svetega Duha srcem svojih vernih ulil darove ljubezni, daj bratom in sestram, ki zanje prosim tvojega usmiljenja, dušno in telesno zdravje, da te bodo z vso močjo ljubili in to, kar je tebi všeč, z vso ljubeznijo vršili, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane. Poklonaj, rečemo ob koncu iskrene čestitke, da ste postali mašnik, da ste sledili temu resnično dobremu Božjemu navdihu, da danes že vodite duše na pot rešitve. Naj vas Gospod poživlja, vam daje dovolj moči in zdravja za premagovanje vseh težav in skušnjav, ki jih prinaša vsakdanje življenje, da bi mogli to delo resnično uspešno in dolgo opravljati med nami. Tudi vam hvala za povabilo in vsem skupaj želim
Vztrajajte, molite in delajte dobra dela. Hvala. Hvala lepa. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vašo pozornost.